Preden se učenci osnovne šole Ruše lotijo nove snovi, najprej preverijo, koliko znanja že imajo o poglavju realizma, ki so ga obravnavali v preteklem mesecu. Odgovore na vprašanja pa jim ne oceni učiteljica, ampak kar sošolec. Popravljen učni list nato še vsak pregleda sam in oceni svoje delo. Tako lahko preveri, kaj že zna in česa se mora še naučiti. Učiteljica delo le nadzoruje. Ta način dela je bolj učinkovit, zato ker lahko sami zapišemo svoja predznanja in si sami naredimo en načrt, katerega bomo potem izpolnili. Kot sem se učil tako bolj površno, pa ko pogledam danes ta list, točno vem, kaj se morem in s tem so tudi boljše ocene in boljše znanje. Učenci tako sami prevzamejo odgovornost za svoje učenje, brez sodelovanja z učiteljico pa seveda ne gre. Učiteljica je vedno dosegljiva po elektronski pošti, dosegljiva tudi v šoli. Če jo prosimo, da nam pripravi kakšne učne liste, nam z veseljem pripravi in jih potem tudi pregleda. Dalj časa že to delamo to že kar nekaj let in s časoma sem opazila, da je vedno več te ustvarjalnosti in vedno bolj iščejo poti za lastno učenje sami. V načrtu za učenje si vsak določi še, kako se bo snov naučil. Nekaterim je ljubše učenje ob uporabi spleta, drugi pa znanje raje poiščejo v knjigah. Vse pridobljeno znanje shranijo v mapo dosežkov. V moji mapi sem najbolj ponosna učnega lista iz mape dosežkov. Čeprav ta učni list ni bil za oceno, sem jaz na njega zelo ponosna. Če te za dobro znanje pohvali še sošolec, je veselje še toliko večje.